njegova ekscelenca, apostolski nuncij v Sloveniji, monsignor Santos Abril in Castello, mir in dobro. Pozdravljam nadškofa metropolita, dr. Franca Krambergerja, nadškofa pomočnika, dr. Marjana Turnška. Nadalje pozdravljam provincialnega ministra slovenske minoritske province, patra Milana Kosa. Posebej in z veseljem pozdravljam rektorje bazilik na Slovenskem, vse dekane, sobrate v duhovništvu in redovništvu ter bogoslovce in semeništike. Prisrčen pozdrav tudi vsem sestram redovnicam. Pozdravljam županjo naše občine Majšperk, dr. Darinko Fakin, vse predstavnike javnega, kulturnega in političnega življenja, romanje od blizu in daleč, narodne noše iz Sostrega in vse, vas, dragi verniki, dragi Marijini častilci, ki ste priromali na Ptujsko goro. Ob tej sveti zgodovinski uri 7. velikonočne nedelje, ko na gori že stoletja obhajamo praznik posvetitve Cerkve, smo se zbrali, da bi od predstavnika svetega očeta v Sloveniji, apostolskega nuncija, na lastna ušesa slišali, da je papež Benedikt XVI svetišče na Ptujski gori povzdignil baziliko. Radostno, veselo in ponosno je naše srce, ki mu sicer čas ne prizanaša in ga preizkuša s tolikimi težavami. Toda te težave naj nas ne vznemirjajo in ne plašijo. Ni nam spodrsnilo v skušnjavah, ob kateri se je spotaknil marsikdo. Marsikdo se tudi danes obregne, češ, kaj pa to bazilika. Mi, ki smo tukaj zbrani, pa vemo, da je bazilika Božji dar. Vemo, v svojem srcu čutimo, da se odpirajo novi zakladi vire in upanja. Vidimo, da Ptujska gora zopet in vse bolj postaja gora milosti. Sestre in bratje, naj vas vse Marija zagrne pod svoj plašč, naj nas Božja milost prevzame in Sveti Duh razsvetli, da bomo z današnjo razglasitvijo bazilike na gori tudi mi z novim ognjem prižgali luč svojega krščanskega življenja. Še enkrat vsi v imenu Frančiškovih bratov minoritov, župnije in Božje potnega kraja prisrčno pozdravljeni in dobrodošli na gori milosti. Spoštovani apostolski nuncij v Republiki Sloveniji, monsignor dr. Santos Abril in Castello, spoštovani škofje, duhovniki, romani in obiskovalci. Dovolite, da vam na današnji dan na Ptujski gori praznujemo velik dogodek, izrečen v imenu občine Majšperk in svojim imenom prav poseben pozdrav, kot je poseben tudi današnji dan. Že nekaj časa s posebnimi občutki v srcu pričakujemo in doživljamo slovesnosti v jubilejnem letu, posvečene 600-letnice našega bisera gotike, te Cerkve na Ptujski gori. Ves ta čas smo potihem tudi upali, da bo uvrščena med izbrane in postala bazilika. Zato nas je decembrska vest o tem, da naša pričakovanja postajajo resnica, še toliko bolj razveselila. Za občino Majšperk pomeni bazilika Marije Zavetnice na Ptujski gori pomembno versko središče, središče romarskega turizma in temelj turističnega razvoja.
Tako smo pred nekaj leti, ko smo se zavedli, kako pomemben jubilej imamo priložnost doživeti, tudi aktivno pričeli z ureditvijo okolice Ptujske gore. Skupaj s partnerji smo resno pristopili k delu, si delo razumeli in danes smo lahko vsi skupaj na upravljeno ponosni. Prepričana sem, da ste delček naših skupnih prizadevanj tudi vi danes začutili ob vstopu v naš kraj in to svetišče. Takšne stvari lahko nastanejo le, če znamo in zmoremo delati skupaj. Nam je to uspelo in upam, da smo lahko zgled dobrega sodelovanja med občino, cerkvijo in občani. Z današnjo slovesno posvetitvijo sta naš trud in delo obrodila sadove, na katere smo lahko pred leti le upali. Zato izrekam iskreno zahvalo vsem, ki ste svojim delom, besedo ali poročnjem prispevali svoj delež. Ob tem se želim posebej zahvaliti kardinalnu in lektorju svetišča, patru Janezu Šamperlu, ki je bil duhovni in projektni vodja celotnega koncepta, njegovim sobratom na Ptujski gori. Posebna zahvala Berenačkovu in metropolitu dr. Francu Krambergerju, ki nas je pogosto obiskal in nas besedo in misli obliva upanje in moč za delo. Za današnji dan pa lahko rečem le, da je to zgodovinski dan za vse nas, ki smo zbrani tukaj. Še bolj poseben in svečan dan pa je to za nas, ki živimo v občini Majšper. Spoštovani, naj nam besede izrečene danes v čast naše bazilike še dolgo ostanejo v naših srcih in nas spremljajo na poti življenja. Mir in vse dobro vam želim. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Mir z vami. Brati in sestre, priznamo svoje grehe in jih obžalujemo, da bomo vredno odhajati svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu, brati in sestre, priznamo
s teboj, Otče, tu svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj. Veriga iz apostolskih del. Tiste dni je Štefan, poln svetega duha, vzgoril pogled proti nebu in videl Božjo slavo in Jezusa, ki je stal na Božji desnici in rekel: Glejte, nebesa vidim odprta in Sina človekovega, ki stoji na Božji desnici. Tedaj so zavpili z močnim glasom, si zatisnili ušesa in vsi hkrati planili naden. Pahnili so ga iz mesta in ga kamnali. In priče so položile svoje oblačila k nogam mladeniča, ki mu je bilo ime Savel. In kamnali so Štefana. Ta pa je molil in govoril: Gospod Jezus, sprejmi mojo dušo. Nato je pokleknil in zaklical z močnim glasom: Gospod, ne prištevaj jim tega greha. Ko je to rekel, je zaspal. Poslušali smo Božjo besedo.
Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil: Sveti Oče, ne prosim samo za te, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame, da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal. In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi bili eno, kakor sva midva eno, jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene. Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta. Pravični Oče, svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal in ti so spoznali, da si me ti poslal. In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom še razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih. To je Kristusov evangelij. Spoštovani gospod, naš škof in metropolit, monsignor Franz Kramberger in naš škof pomočnik, monsignor Marijan Tubišek. Spoštovani provincialni minister, pater Milan Kos in vsi drugi duhovniki in redovnice, spoštovani vsi predstavniki civilne družbe, dragi romani in prijatelji Pivske gore, dragi bratje in sestre. Zares nekaj posebnega, čudovitega je moralo zgoditi, da so vaši predniki na obronku Haloc sesilali tako veličanstveno svetišče. Vsem vam je poznana vsebina ljudskega izročila v nastanku cerkve. Pripoved o žlebi deklici in Zburgerskega gradu in o tem, kako je na Marijino prošnjo spregledala in pokazala kraj, kjer je zagledala luč. Cerkev je še prvotno bila grajena kot romarskega cerkve, a je nastanek Marijinega svetišča na Ptujski gori še vedno zakrit stančico skrivnosti. In to kljub nekaterim novim odkritjem, ki se nanašajo na čast izgradnje cerkve in potrjujejo, da je bila cerkev na gori leta 1410 gotovo že zgrajena in posvečena. V veliko čast si lahko štejete, da je Marija prav med vami izbrala svoj milostni kraj, kjer naj jo častijo verni ljudje tega dela slovenske cerkve. Že kmalu po pozidavi cerkve se je kraj imenoval Mons Graciarum, gora milosti, kar pomeni, da je Marija že na samem začetku tukaj obilno delila svoje milosti. Pa vendar
v vseh teh 600 letih verni na tej gori še nismo bili priča dogodku, ki se bo zgodil danes. Častitivo Marijino svetišče na Ptujski gori, to svetinjo vaše vere, ki jo je papež Benedikt XVI 8. decembra lani že povišal v baziliko, bom v njegovem imenu tudi slovesno in javno razglasil za baziliko. Cerkev na Slovenskem bo imela tako doslej 7 bazilik. Danes res veljal za nas Kristusove besede. Srečne vaše oči in vaša ušesa, saj mnogi so želeli videti, kar vi vidite in niso videli, in slišati, kar vi slišite, pa niso slišali. To je zares dan, ki ga je naredil Gospod, in njemu bomo peli pesem zahvale. Zamislimo si leto 1400, ko so začeli graditi cerkev na gori. Pomislimo na takratno tehniko, pripomočke, način prevoza. Domnevamo lahko, da se je moralo takrat zganiti celo Dravsko in Ptujsko polje, celo mesto Ptuj. Vsi so morali poprijeti za delo. Delalo bi več kot 40 različnih kamnošeskih delavnic. In koliko vrhunskih mojstrov iz nemških in drugih dežel, ki so ustvarili čudovite podobe. Marijo s plaščem, rožnovenski oltar, relief poklon kralja. Ali se bosta tudi danes predramila celotno Ptujsko in Dravsko polje ter ves Ptuj ob tem tako pomembnem dogodku, ko bo temu starodavnemu svetišču podeljena čast bazilike, potem, ko so vaši predniki tukaj 600 dolgih let izpričevali svojo vernost in zvestobo Bogu in cerkvi. Ni bolj primernega trenutka, kot je današnji, dragi brati in sestre, da ponovno obnovimo svojo prvotno ljubezen do Marije. Marija nas čaka na gori, s sinom v naročju, tako kot nekoč. Cerkev na Ptujski gori je zagotovo ena od starejših in lepših Marijinih cerkva na Slovenskem. 600-letnica cerkve na gori je zares častitljivo jubilej. Tudi kot Božjo pot jo moramo uvrstiti med starejše Marijine cerkve. O lepoti, arhitekturi in opremi te Marijine cerkvice na gori pa je sam vaš veliki poznavalec in občudovalec tega svetišča, dr. Marjan Cadnikar, dejal, da je visoka pesem gotike. Toda to, že lepo svetišče, morate vsi vi še polepšati svojo globoko posebno vero, svojo otroško ljubeznijo do Marije Cavernice in svojim zares krščanskih življenj. Tako bodo postale živa resničnost besede, v katerimi je papež Janez Pavel II opisal najpomembnejša svetišča Latinske Amerike, ko je dejal, da so to kraji, ki jih je posvetila globoka vera krščanskega ljudstva v teku dolgih stoletij. Vabim vas, da sprejmete za svoje te besede in zapustite to dediščino tudi svojim otrokom,
ko boste skupaj z njimi prihajali sem pred Marijin oltar. Marijina cerkev na Ptujski gori pa je bila tudi ena najbolj preizkušenih. Preizkušenj za cerkev na gori so se vrstile že od samega začetka. Od raznih požarov in neurij do Turkov, ki so vdrli v svetišče. Največja preizkušnja se je zgodila v 50 letih prejšnjega stoletja, ko je komunistična oblast leta 1951 cerkev zaprla in jo spremenila v muzej. Takrat so bila romanja na celih 6 let prekinjena. A Marija je vedno odvarovala svojo cerkev na gori. Iztergala jo je tudi iz jeklene pesti takrašnjega režima, ter vam jo je ponovno vrnila, kot bi hotela reči, še vedno sem tukaj, za vas in vas čakam. Danes se morate tega Marijinega varstva in pripošnje veseliti še toliko bolj, saj vas v tem potrjuje tudi sam papež Benedikt XVI, ki je Ptujsko goro povzdignil v baziliko. Da bi cerkev na gori bila razglašena za baziliko, so si bratje minoriti prizadevali že od praznovanja njene 550. obletnice, a žal še niso bili izpolnjeni vsi pogoji. So pa Frančiškovi bratje minoriti na gori skozi vse 70 let sodelovali in se povezovali vrhunski umetniki in strokovnjaki zgodovinske in spomeniško-varstvene stroke, ki so jim svetovali in z njimi delali v svetišču na gori. Vsega tega prizadevanja za nenehne obnove in za lepoto svetišča ne bi zmogli brez notranjega ognja. Ta notranji ogenj, ljubezen do Marije in njenega sina, je gnal Frančiškove bratje minoriti, da so v preteklih 70 letih toliko storili za lepoto tega svetišča, za romarje, farane in vse drugi, ki so prihajali sem. Ob skrbi in dolgoročni pripravi na letošnje jubilejo leto Marijinega svetišča na Ptujski gori pa so se želje bratov minoritov, faranov, mnogih romarjev in prijateljev Ptujske gori uresničile. Prizadevanja bratov minoritov, ki so v sodelovanju z nadškofijo Maribor ter pomočjo vernikov in romarjev ter stroke in umetnikov obnovili in pripravili vse, kar je bilo potrebno, da je Marijina Božja pota, cerkev na Ptujski gori, uvrščena med izbrane, bodo danes okronana z razglasitvijo cerkve na Ptujski gori za baziliko. Tako bo na tem svetem, blagoslovljenem in milostnem kraju še močneje odmevala Kristusovega beseda, ki smo jo slišali v današnjem evangeliju. Da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi. Edinost, o kateri govori Jezus v evangeliju, prav gotovo ne pomeni tega, da bi vsi isto mislili in delali. Nasprotno, Jezus je prvi, ki neizmerno ceni človekovo svobodo in do nje ni nasile. Ve pa tudi, da vsako človeško sožitje vedno in najbolj ogroža različnost posameznikov. Pa naj bo to družina, ki je zidelka in svetišče življenja, naj bo to versko občestvo,
redovniška skupnost ali kakršnakoli druga skupnost. Edinost, ki naj bi vladala med nami, verujočimi v Kristusa in za katero je Jezus prosil Očeta, je duhovna edinost oziroma edinost, ki se more hraniti le iz osebne povezanosti z Jezusom. To je edinost, ki nam je daje globoka osebna vera Jezusa Kristusa, v njegovo smrt in ustajenje, in zaradi katere smo pripravljeni s spoštovanjem sprejemati tudi osebe, ki so drugačne od nas in drugače razmišljajo. Če resnično verimo in doživljamo, kako Bog neskončno ljubi mene in vsakogar izmed nas osebno, potem nas tudi drugačnost drugih ne bo toliko ogrožala, čeprav morda včasih ne bomo odobravali njegovih dejanj. S tako močno in globoko vero je mogoče premagati in odpuščati zelo najhujše drugačnosti in različnosti, kakor smo slišali v prvem verilu iz apostolskih del. Štefan, eden prvih kristjanov in diakonov, prav zaradi svoje globoke povezanosti z Jezusom zmore izreči, preden umre od kamni nasprotnikom, presumljive besede. Gospod, ne prištevaj jim tega greha in doživi celo milostno videnje Jezusa na Božji desnici. Vera vaših prednikov, ki so vam ohranili 600 let staro Božjo pot, dokazuje prav to, da so prepoznali Jezusu, tistega, ki ja je Oče poslal, da so doumeli, kako jih Oče sam ljubi v Jezusu. V tej veri so premagovali preizkušnje, ko so jih doletele, v tej veri so vam ohranili to svetišče tudi v časih, ko je bilo najbolj težko. Prosimo danes Gospoda, naj nam na pribožnju Marije Ptujske gore, ki jo bomo odoslej častili v baziliki, izprosi tako globoko in osebno vero, kot je napolnjevala prve kristijane in mučenca Štefana. S poezijo vaše rojakinje, ki jo je v pastirskem pismu zapisali škofi mariborske metropolije, molimo. O Marija z Ptujske gore, ki na starjeske rodove iz Panonije, Pregmurja troši svoje blagoslove. Varuj plemi slonskov narod, varuj ljudstvo posla zneca, da bo zvesto v dneh usodnih, ko se svet v temo progresa. Amen. Sedaj bo njegova ekscelenca monsignor dr. Santos Avrili Castelio prebral uradni dokument o povišanju Ptujsko-gorske cerkve Marije Zavetnice v baziliko, ki ga je v imenu papeža Benedikta XVI. Izdal prefekt Kongregacije za bogoslužje in disciplino sakramentov kardinal Antonio Canizares Fiovera. Po uradni razglasitvi v latinščini bo rektor svetišča pater Janez Šampen prebral dekret v slovenščini. V zahvalo za milost, ki nam je bila s tem izražena strani papeža Benedikta, bomo zapeli pesem, ki jo je napisal pater Marijan Vojkošek, v glasbil pa Gregor Zapošnik. Med pesmijo bo gospod Nunci z ostalimi škofi in asistenco šel k izhodu bazilike,
kjer bo blagoslovil grb nove bazilike. Istante, eccellentissimo, reverendissimo Domino Francisco Kramberger, archiepiscopo Livorensi, literes die sexta mensis octobris, anno bis millesimo nono datis, preces et vota clere, atque Christi fidelium extromente, congregatio de culto divino, et disciplina sacramentorum, vigore facultatum peculiarum a Sumo Pontifice Benedicto XVI Tributarum, Ecclesiam Sanctuari Deo in honorem Beate Maria Virginis in vico Monte Petenatis seu gratiarum, intrafines supradicte archidiocesis, dicatam titulo et dignitate basilice minoris, omnibus conjuribus atque liturgicis concessionibus rite competentibus per viventer exormat, servatis vero servandis iusta decretum de titulo basilice minoris, die nona mensis novembris, anno millesimo, nongentesimo, ottogésimo, nono divulgatum. Contraris divulgivet, minime obstantes. Exedibus congregationis de culto divino, et disciplina sacramentorum, die octava mensis decembris, anno bis millesimo nono. Signatus Antonius Cardinalis Cañizares Llovera, prefectus. Mariborski nadškofiji napisno prošnjo preuzvišenega in prečastitega gospoda Franca Krambergerja, mariborskega nadškofa, z dne 6. oktobra 2009, v katerem izraža prošnje in želje duhovnikov ter vernikov, Kongregacija za bogoslužje in sakramente v moči posebnih oblastil, ki jih je podelil sveti oče, papež Benedikt XVI, dobrohotno poveliča Božje svetišče na Ptujski gori ali gori milosti, posvečeno blaženi Devici Mariji z naslovom in dostojanstvom Bazilike Minor. V mejah zgoraj omenjene nadškofije z vsemi pravicami in bogoslužnimi dovoljenji, ki jih po svetih zakonih pripadajo, kako je predpisano in v duhu odloka de titulo Basilice Minoris, ki je bil razglašen 9. novembra 1989. Vse, kar temu nasprotuje, nima veljave. Na sedežu Kongregacije za bogoslužje in sakramente 8. decembra 2009 Antonius Cardinalis Cañizares Llovera, prefekt. Predstavlja Marijo Zavetnico, Andrejev križ, ki smo v osrednjem nadškofijskem Marijinem svetišču in simbol manjših bratov minoritov, oskrbnikov svetišča in božjih skrivnosti. Molimo, nebeški Oče,
na spominski dan posvetitke tukajšnje crkve i na današnji dan razglasitevca Baziliko prejete milosti. Prosimo te, blagoslovi ta grb s podobom Marije Zavednice. Molite bratrii sestre, na volosimo voci i oči spremi mojo i vaše darite. O Bog, spremi ste mi darovi tutti naše molitve, najpodej sveti darite, pridimo nebeškom slavu za Kristusu,
Gospod z vami. Blisko srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Že se spodobine pravično primemo in zveličamo, da se ti vedno in Bog zahvaljujemo. Gospod zveti oču si mogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Hristusu. Po svojemu stajenju srcem se očitno prikazal in se opričezne dvignio v nebo, da vidijo si povlade velebne Božega božanstva. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesi nenehno prepevajo hvalnico Tvoje slavi in mi z njimi pojemo. Zato pozveti prosimo Gospodje predalove, da nam postanejo predalove našega Gospoda Jezusa Hristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je zelo se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerju zgodovili, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je tretji moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Creo nostre. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja, darujemo ti kruh življenja in vjeri zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti dobre heroj in izlučiti. Pomimo prosimo, naj nas sveti, povejemo Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se Gospod svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Benediktom, našim nadškofom Francem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoje milosti,
in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli od tvoje ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, Amen, pri Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, občinstvo Svetega Duha, vsa čas in slava, na vse vike vekov. kot ena družina smo zbrani okrog najsvetejše mize, okrog Kristusovega oltarja pri najsvetejši daritvi, na ta današnji veliki zgodovinski dogodek za tukajšnje svetišče. Med seboj povezani z vezjo Svetega Krsta, mi duhovniki in škofje z vezjo duhovniškega posvečenja, redovniki z vezjo večnih zaobljub, vsi pa z vezjo ljubezni do Matere Božje se sedaj obratimo k nebeškemu Očetu in ga prosimo, kakor nas je učil Jezus Kristus. Už milino pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko bomo blaženega upanja. Pričakujemo prihod našega rešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, nadal spasenja si svoje učence pozdravi, mir vam vodi. Ne glej na naše grehe, ampak na veru svoje srce. Utrdeju in vodi po jedinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodo, mir vodi vedno z vami. Začuti nemir v svojem srcu, pohiti k svoji mami. Kristjani, ko začutimo nemir skušnjav, greha in zla, pohitimo k Materi Božji. Že 600 let so pohitevali semkaj na Ptujsko goro naši predniki, da bi tukaj poleg drugih milosti dosegli tudi milost miru. In to Kristusovega miru, ki se v polnosti naseljuje pod Marijinim plaščem. Tega miru prosimo tudi drug za drugega v tem trenutku in si ga stiskom roke podelimo.
Kyrie soli